Ali se vam zdi, da vodstvo RTV sploh razume mejo med vodstvom na eni strani in avtonomijo uredništva na drugi strani? Na temelju naših pogovorov v zadnjem letu bi rekel, da je odgovor ne. No. Jaz moram reči, da sem na trenutke res zgrožen, ko vidim koliko nerazumevanja, izraz nerazumevanja je sorazmerno blag v tem primeru, je v zvezi s tem, kaj neki javni medijski servis sploh je, kakšna je naša naloga in predvsem tudi, kaj dejansko pomeni avtonomija. In prav zato, ker je to nerazumevanje tako zelo izrazito, je po našem mnenju tudi prišlo do vseh teh zapletov in na nek način tudi zelo očitnih, napačnih strokovnih odločitev. Te so, jaz bi rekel, res dramatične in so povzročile ogromno škodo Radioteleviziji Slovenija, predvsem so pa povzročile ogromno škodo slovenski javnosti, ki potrebuje RTV Slovenija, seveda boljšo kot ta trenutek je, boljšo kot je kdajkoli bila, zlasti v teh zelo zapletenih časih, ko so verodostojne informacije še toliko bolj pomembne, ampak ne samo verodostojne informacije, tudi verodostojno poročanje o kulturi, o dogajanju v svetu. Potrebno je zagotoviti kakovostno zabavo, zlasti pa seveda tudi izobraževalne vsebine, ki nam odpirajo oči in žal moram reči, da čeprav mogoče na nekaterih delih delovanja RTV Slovenija, zlasti radija ali pa konec koncev tudi drugih programov na televiziji, se to morda še toliko ne opazi, ampak če se sesuje informativni program kot jaz bi rekel, eden izmed ključnih elementov sistema RTV Slovenija, se bo sesulo vse. Zdaj, a se izvajalci teh sprememb tega zavedajo ali ne? Jaz mislim, da se zavedajo, se pa žal, to je moj občutek, upam, da se motim, se pa seveda zelo sprenevedajo. Mogoče samo še to je zelo obremenjujoče delati v takem okolju, v takem vzdušju, kot ga zdaj opisujete. Za vas, novinarje in urednike. Novinarke in novinarji moramo biti sposobni delati tudi v oteženih razmerah. To je sestavni del naše profesije. Tako da na nek način to ne sme biti za novinarke in novinarje problem. Jaz to razumem kot eno precej nepotrebno in motečo motnjo v tem, kar mi počnemo. Bistveno lažje bi svojo nalogo kakovostno opravljali, če seveda teh nepotrebnih motenj ne bi bilo. Se je pa zelo pomembno takšnim motnjam upreti, ker kot rečeno, prizadevajo predvsem slovensko družbo, ki boljši RTV servis, kot je zdaj, absolutno potrebuje. Vas mika kdaj, da bi se prav umaknili iz medijev? Mislim, gledajte, vsi smo ljudje, vsi imamo v nekem določenem trenutku tudi česa čez glavo. Ampak jaz sem se odločil, da bom, glede na to, da imam kar že precej kilometrine in tudi trde kože, da bom vztrajal, dokler se bo dalo. Mislim, zato, ker se mi zdi, da je na eni strani vredno to narediti, predvsem za mlajše kolegice in kolege, ki delujejo v enem, jaz bi rekel, precej zapletenem času, še bolj zapletenem, kot sem jaz odraščal, pa sem odraščal v bistvu zelo burnih časih. Zdaj, mogoče se to sliši palce preveč veliko potezno, ampak gre za Slovenijo, gre za našo javnost, gre za to, kako bomo v tem zapletenem svetu preživeli, kakšno družbo bomo imeli, bo ta odprta za ideje, a bo tudi dovolj znanja pri nas in vedenja, kako se soočati s vsemi temi strahovitimi izzivi, ki jih imamo, začenši z spreminjanjem podnebja, strašnimi vojnami, pomanjkanjem, ki bo v bistvu na nek način postalo neke vrste stalnica. Govorimo o vodi, govorimo o energiji, govorimo konec koncev tudi o nekih materialnih podlagah za naše življenje. Tako da mislim, zdaj to se mogoče sliši zelo patetično, ampak res gre za Slovenijo, res gre za to, ali bomo mi
sposobni pač imeti neko družbo, ki bo znala na te izzive odgovoriti. Zagotovo pa ne bo znala odgovoriti, če se jo bo načrtno poneumljalo. To je zanimivo nekaj, kar očitajo nam, ampak jaz mislim, da se pa zdaj že zelo dobro vidi, kdo to v resnici počne.